Pozdravljeni, drage gledalke, dragi gledalci iz ljubljanskega studia 136. Tole so vesti na vesti. Vlada bo danes razpravljala o uvedbi vinjet. Še pred njihovo uvedbo pa bodo sanirana betonska vozišča v avtocestnih predorih. DDC se je odločil za metodo finega reskanja s 6 mm razmakom zobc in globine 3 mm. Sanacija vseh 4 trojanskih predorov, ki naj bi bila končana še pred prvomajskimi prazniki, pa bo stala 410 tisoč jebenih evrov. Minister za promet Radovan Žerjav kljub temu ni bil videti pretirano samozavesten. Upam, da me danes spet ne boste sesuli, tako kot ste me zadnji. Naj gledalcem pojasnimo, na zadnje, ko je minister Žerjav imel tiskovno konferenco, so uleteli policaji in aretirali Zidarja in kompanijo. Žerjav ni vedel pa nič. Pričakujemo seveda, da bo izvajalec, kako bi vam rekel, ki je bil tudi izvajalec predora, govorim seveda od SCT-jev. Imamo pa ponudbo od nemške firme. Jo, to pa ne vem. Ne vem imena. Jan, jaz dobro razumem, ki je bila ta afera, so se dobivali na počivališču Lopata. Pol je bila akcija policijska imenovana Čista lopata. Eden od vpletenih je Zidar. In zdaj, ko imajo tole s tuneli, je minister Žerjav. Žerjav, Lopata, Zidar. A me štekaš? Ena tema se pojavlja, ne? Naključje? Po moje ne. V državnem zboru so ponovno razpravljali o objavi pogovorov med ameriškimi in slovenskimi diplomati. To me pa zanima, ko je spet rupel v špiču. Komisija za človekove pravice je ob obstrukciji predsednice Majde Potrata delodajalce pozvala, naj sprejmejo interne akte, ki bodo urejali, kdaj je dovoljeno obdelovanje osebnih podatkov zaposlenih. Proti temu sta protestirala Jožef Školčin iz LSD in Majda Potrata iz SD. Poslanec SDS Zvonko Černač pa je dogajanje komentiral takole. Kje pa kaj rupla pluvajo nič? Nima nič pri tem. Da je šlo za resen problem, kažejo tudi postopki na tem dnevniku zoper novinarja Mekino. Drug problem, ki se je danes izpostavil, pa je bilo vprašanje, ali je Ministrstvo za zunanje zadeve s tem, ko je odredilo notranji interni službeni nadzor, kršilo komunikacijsko varnost zaposlenih na Ministrstvu za zunanje zadeve. Naše mnenje je, da ta komunikacijska zasebnost ni bila kršena. Vsekakor pa afera, kot je potrdil tudi Černač, še ni končana. Kje pa? Nikakor! Šli bomo do konca! Računalnik, ki je bil zasežen, je še vedno zapečatan in čaka na to policijsko oziroma tožilsko preiskavo. Preiskovalna komisija, ki preučuje domnevno sporne prodaje deležev Kada in Soda, je po Antonu Ropu zaslišala še Milana M. Cvikla. Tako je tudi prav. Zdaj, enkrat te dni bodo našli krivca in očistili to gnojno rano. Predsednik komisije Branko Marinič iz SDS je bil z njegovim pričanjem zmerno nezadovoljen. Ja, če sem čisto odkrit, bom rekel, vsaj tako agresiven, tako napadalen, tako aroganten, vendarle ni bil kot njegov predhodnik. Če bi pa ocenjeval vsebino, bom rekel, pričanja, pa smo nekje tukaj, nekih konkretnih odgovorov ni bilo. Podobno nezadovoljen pa je bil Cvikl z Mariničevim predsedovanjem komisiji. Kontra. Vsak ima svojo pravico, da govori o umetniškem tisku ali tehnični vrednosti. Sam bi predvsem povedal, da je gospod Marinič ponovno dokazal, da je komisija, da vodi komisijo za zaščito imena in ugleda Janeza Janše.
Na seji Komisije za nadzor javnih financ so razpravljali o sanaciji plazu v Logu pod Mangartom in o poravnavi s podjetjem Puh. Izglasovali so sklepe, da ni obstajal ustrezni pravni temelj za poravnavo in da so bila proračunska sredstva uporabljena nepravilno in da je minister za okolje Janez Podobnik za to osebno odgovoren. Zato poslanci pozivajo, da se o primeru opredeli tudi Računsko sodišče, ki je že zahtevalo ministrovo odstavitev. Podobnik pa je dogajanje komentiral takole. Ja, tukaj ima večino opozicija in je bilo za pričakovati, da bodo izglasovani taki sklepi. Eden je še posebej nenavaden, ki govori zgolj o osebni odgovornosti Podobnika, kot so rekli. Kasneje mislim, da so dodali besedico ministra. Veste, jaz ne bežim od nobene odgovornosti, ampak postopek sodne poravnave glede opravljenih del, ki jih je podjetje Puh v letu 2001 dejansko opravilo in to dobro, kar je tudi zunanja revizija ugotovila, jaz imam popolno mirno vest. Kas pa pol tok živčen? V 91. letu starosti je na svojem domu na Šrilanki umrl Arthur C. Clarke, v Veliki Britaniji rojeni pionir znanstvene fantastike. Geostacionarni komunikacijski sateliti, ki jih je Clarke predlagal in napovedal v eseju Extraterrestrial Relays, so že desetletja del vsakdanje resničnosti. Njegova ideja vesoljskega dvigala iz romana The Fountains of Paradise pa z razvojem nanovlaken prav tako počasi postaja predmet resne znanstvene razprave. Za svoje literarne zasluge, najbolj znana je Odiseja 2001, je od britanske kraljice leta 2000 prejel viteški naslov. Takole je govoril svetu lani decembra za svoj 90. rojstni dan. Over the next 50 years, thousands of people will travel to Earth orbit and then to the moon and beyond. Po lanskem neuspehu pri kandidiranju za zimsko univerzijado 2011 se je Maribor odločil kandidirati za leto 2013. Opa, pogumno. In je zaenkrat edini kandidat. Če bo Maribor izbran 31. maja, 31. je pa 13 narobe obrnen, nesreča bo. 31. maja izbran za organizatorja zimske univerzijade 2013. Naj bi, kot pravi župan Franc Kangler, med drugim dobil tudi 2 smučarski skakalnici. Maribor je bil v svoj čas skakalno mesto. Spomnite se tistih zlatih časov, skoki pod Pekarsko gorco in zgodovino pogledamo ven nazaj pod Pohorje. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. V etnografskem muzeju je o pirhih, se res, velika noč bo, predavala Nena Židov. Na filmu pa je izdelovanje pisanic predstavil Herman Rajsar. Potička pa jajčki, pa regrat. Kakšne oblike misli delate, pa tudi po ženi, naj bodo odtisu, podobe, tudi kakšne stare dolžnice, tudi zajčke so obrodile, tudi popularne za tej sistem vizma. Pojstice nareži dejstvo ali delo, rože okoli, poduš povaro, pa rože okoli, to je pojstica dela. Tudi oče je takšne delano, rože je pa že moja. Še vreme? Vreme je za mene. Vreme je za mene sada, hej. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti.